kleti? Glejte, za obnovo kleti smo se odločili, ker smo z manjših kapacitetah stare kleti uspešno prodajali vino in na drugi strani kmeti so veliko pridelali in so želeli prodati. Preko 50 vinogradnikov vozi vino v to klet in mi smo zato, da to tržimo. S kakšnimi vini se ponašate? Glejte, mi se ponašamo z vini pod blagovno znamko Galantes. Sam Galantes je zvrst vin, kjer so 3 sorte sestavljene, ostale so pa sortna vina, aromatična vina, kot so rumeni muškat, renski, šardonej, sauvignon, traminec, sivi pinot, pol še imamo tudi modro sorto, modro frankinjo in modri pinot. No, v letu 2007 smo pa še začeli s proizvodnjo penine Galantes, ki bo zdaj že drugi pridelek dala ta klet. No in predstavlja pa to vino je iz vinorodne dežele Štajerske, pod okoliša Mariborskih goric ali domače, če rečemo, iz svečinskih hribčkov, pesniških, jakobških in tudi seveda ožjega mariborskega okoliša, Malečnika, Celestrine, tako da pokrivamo celotno širšo območje bivše mestne občine Maribor. Sem fantic zelenega Štajerja, sem zmiraj korajžen vesel, ker dol se pa jezno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Ta štajerski fantič pač ni. Na štajerskem hribcah lepo zeleni in trtica vinska rodi. In vsi ga tam dobre volje pijo in pesmi si zraven pojo. Koliko je prenova stala in kdo jo financira? Glejte, prenova je koštala cirka 400 tisoč, samo zidarski del, plus oprema, ki smo jo nakupili v višini 200 tisoč evrov. Tako da zato smo dobili nekje pomoč, 1/5 teh sredstev iz evropskih skladov. Kakšni so sedaj vaši načrti? Ja, upam, naši načrti so, da bomo to, ko bo klet polne zmogljivosti, zdaj je tudi skoraj polna kot jajca, to je 500 000 litrov, da bomo to uspešno prodali in da bomo razveseljevali prijatelje Dobre Kapljice in to je tudi danes namen, da bojo probali pa poskusili, kaj v naših kleti smo uspeli narediti. Oziroma v letošnjem letu pričakujemo nadpoprečen kvaliteten letnik, kljub nekim težavam, ki so bile med letom, je narava, sonce in pridni kmetje ustvarili najboljše.